Dober dan in prav lepo pozdravljeni, spoštovane dame, cenjeni gospodje naše gorenjske televizije. Bliža se čas državno-evropskih volitev za Evropski parlament in zato smo v naš studio povabili gospo doktorico medicine, internistko in gastroenterologijo Alenko Forte. Lepo pozdravljeni, gospa Alenka. Dober dan, hvala za povabilo v studio. Ko sem gledala po spletu in malček tudi premišljevala in prebirala tole vašo zadevo, je res zelo, zelo zanimivo. Morda mi dovolite, da vas nekako na biografski način tudi predstavim. Gospa Alenka Forte je doktorica medicine, internistka in gastroenterologinja. V zdravstvu deluje že več kot 30 letja. Izkušnje si je nabirala kot splošna zdravnica, bolnišnična specialistka, dobro pozna tudi razmere v zdravstvu v tujini. Osnovno šolo je obiskovala v Trbovljah, na Koroški Beli in pa seveda na Bavarskem v Nemčiji. V nemškem Fresingu je opravila splošno maturo na gimnaziji. Študij medicine je končala leta 1987 na Medicinski fakulteti v Ljubljani. Je članica več slovenskih in mednarodnih strokovnih združenj, med drugim predsedstva Slovenskega združenja za gastroenterologijo in hepatologijo. Sodeluje pa tudi v programu SVIT. Redno predava različnim društvom bolnikom s področji svojega strokovnega dela. Aktivno deluje tudi v strokovnem združenju zasebnih zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije. Že drugi mandat je podpredsednica sveta SDS, pri strokovnem svetu SDS pa vodi odbor za zdravstvo. Zelo aktivna je tudi v domačem okolju, tega ne smemo prezreti, tretji mandat pa je občinska svetnica. Bila je predsednica krajevne skupnosti. V preteklosti pa je bila angažirana, je mati odraslega sina, je pa najlepše delo babica 3 vnukov. Prosti čas zelo rada preživlja v naravi. In seveda proti koncu zagotovo bomo rekli tudi tole. Na skupni listi SDS-SLS kandidira za poslanko. In to v Evropski parlament na listi številka 9 pod številko 6. Takole, na kratko smo vas res takole opisali in dalo bi se še veliko več govoriti, ker ste ambiciozna do konca. In gospa Alenka, res še enkrat pozdravljeni. Vprašala vas bom, kot zdravnica vem, da imate ogromno dela. In kot zdravnica ste se odločila tudi za politiko. Zakaj? Poglejte, prihajam iz Zasavja, ki ima zelo težko demografsko situacijo, zelo težko socialno okolje. To je tudi neko degradirano okolje in v Zasavju žal izstopamo po zelo negativnih kazalcih zdravja. Torej duševno zdravje in tudi sicer somatsko. Mnogo je pacientov z rakavimi obolenji. In to okolje, v katerem živimo in te socialne stiske ljudi te prizadenejo ne samo kot zdravnika, temveč tudi kot človeka. In ko se mi je pred 11 leti rodila prva vnukinja, sem začela razmišljati, kaj pa jaz v teh mojih zrelih letih lahko naredim več. In to je bil neposredni vzgib, da sem vstopila v lokalno politiko, bila tudi tako izvoljena za občinsko svetnico in tako se je začelo moje delo opozarjanja, pripomb, dajanja pobud za izboljšanje stanja v našem Zasavju in neminovno seveda tudi naletiš na probleme v zdravstvu, v organizacijskem smislu in tako sem kot članica Slovenske demokratske stranke prevzela odbor za zdravstvo in sem s kolegi pravzaprav pripravila take, mislimo, da spremembe, ki bi slovensko zdravstvo spremenile bolje za našega človeka, državljana. Torej, zaradi tega svojega angažmaja in aktivnosti na vseh področjih je verjetno vodstvo stranke precenilo, da sem primerna kandidatka in so me predlagali. Kandidaturo sem s ponosom sprejela, to pa seveda nas postavlja pred nove izzive. Velike izzive. Ja, lahko povem, da še vedno svoj poklic kljub kampanji, ki poteka, redno opravljam. Treba je več angažiranosti, za kar se zelo zahvaljujem svoji ekipi, ki je predana in z mano ostane tudi 2 uri prej, kot je
je potrebno, tako da pač potem lahko delamo tudi takšne aktivnosti, da se po terenu Slovenije predstavljamo, da povemo, kaj si mislimo v Evropi, kaj želimo narediti v Evropi in da mogoče na tak način ljudem približamo evropske volitve in tudi mogoče kdo prepozna v meni primernega kandidata. Od tega preveč dela, od mnogih stvari, ki jih imate, ste se res da odločili še za to varianto, da ste kot poslanka SDS za Evropski parlament. To je res ena velika odločitev in ena velika odgovornost. Tega se zelo zavedam, vendar se mi zdi, da kot človek, moraš narediti nekaj več. Iz svojega poklica ven, iz okolja ven, iz aktivnosti, ki so me oblikovale v mojem življenju. Nenazadnje me je tudi oblikovalo to šolanje v tujini. Tam smo bili vzgojeni v smislu, da moramo biti kritični, da moramo se vključevati v družbo in tam vključevanje v politiko nima negativnega prizvoka kot danes. Željeno je, da so ljudje izobraženi, željeno je, da ljudje razmišljajo in da kljub svojemu poklicu se vključujejo v politiko. Se pravi, politika v večini evropskih držav nima tako negativne konotacije kot žal v Sloveniji. To ima tudi svoje vzroke in na nas je, da smo dober vzgled in da to mnenje ljudi popravimo. Kaj menite, kaj za Slovenijo pomeni 15-letno članstvo v Evropski uniji? No, če samo spomnimo naše bivše države, pa kako smo pred osamosvojitvijo bili prikrajšani za določene dobrine, kakšen je bil prihodek na državljana v tistih letih, smo naredili ogromen napredek. Pravzaprav ta dohodek na prebivalca se je praktično podvojil. Slovenija je naredila, kljub temu, da žal ne napredujemo tako, kot bi se želeli, naredila ogromen napredek na področju gospodarstva, na razvoju infrastrukture. In tukaj moramo omeniti ta evropska sredstva, ki so Sloveniji pomagala do tega razvoja. Ni praktično mesta, kjer ne najdemo tabel in kjer piše, da so bili ta in ta projekt zgrajen tudi z evropskimi sredstvi. Tako da na področju infrastrukture, energetske sanacije stavb, nekih tehnologij, ki so okolju bolj prijazne, se pravi električni avto. Tukaj so vse neke subvencije iz evropskih skladov, ki smo jih mi bili deležni. Tudi na področju socialne politike in zaposlovanja smo bili deležni nepovratnih evropskih sredstev. Torej, predvsem bi tukaj omenila ta Erasmus. To je program, ki omogoča mladim, tako dijakom kot študentom izmenjave in tako se učijo in pridobivajo dobre prakse, dobra znanja, ki bi jih lahko potem v domačem okolju uveljavili v svojem vsakodnevnem življenju, pa tudi kasneje v poklicu. Spomnimo se, da smo dobili kar nezanemarljiva sredstva za zaposlovanje mladih. Ta start-up podjetja, ki so v Sloveniji tako zaživela, so tudi s pomočjo evropskih sredstev. Potem zaposlovanje starejših, težko zaposljivih ljudi, izobraževanje starejših, pred novimi izzivi. To so vse evropska sredstva, ki smo jih bili deležni in jih bomo tudi v bodoče. Ja. No, glede na to, ko sem vas hotela vprašati, kakšne so koristi za Slovenijo kot celoto, ste mi že na vse tako rekoč odgovorili, ne? Tako pomembno pa je, da se tega ozavestimo, da to, kar smo razvili, ni samo umevno in da Slovenija kot članica Evropske unije tudi v bodoče lahko pričakuje, če bo imela dobre projekte nepovratnih sredstev, iz kohezijskih sredstev, iz socialnih skladov in perspektiva Evropske unije za naslednje razvojno obdobje je vlaganje v novejše tehnologije, se pravi v informatizacijo in predvsem v razvoj referenčnih kakovostnih centrov, se pravi inovativnosti in neka sredstva za specializacijo regij. In tukaj kot zdravnik se mi takoj utrne misel, zakaj ne bi mi v Sloveniji, ki imamo nekaj odličnih inštitucij, iz teh sredstev dobili maksimalno. Naprimer, mi imamo odličen inštitut Jožef Štefan, Soča, Uri v Ljubljani in potem recimo razvoj protetike je v Sloveniji na vrhunskem nivoju, ampak za informacijsko tehnologijo in razvojem tehnologij lahko gremo v čist novo sfero bionike, torej izdelave protez, ki bodo vklopljene v preostali
živčni sistem, tako da tukaj bi bil nek neverjeten preboj tehnološki za Slovenijo in to bi bila neka niša, ki bi jo Slovenija z lahkoto zasedla. Seveda je pa potrebno povezovanje, prepoznavanje tega, ne, in tukaj prav gotovo ima evropski poslanec pomembno vlogo, da opozarja in sodeluje med svojim domačim okoljem, ker je poznavalec svojega okolja in opozarja in pripomore, da se taki projekti pač dodelijo ali pa izvedejo v neki članici Evropske unije. In zakaj je res da pomembna tako močna Evropska ljudska stranka, no? Torej, Slovenska demokratska stranka in vse pomladne stranke so članice Evropske ljudske stranke. Ta je v zadnjem mandatu vodila Evropsko komisijo in v tej situaciji, v kateri je Evropa danes, ko imamo težave z temi ilegalnimi migracijami, ko je varnostni problem v Evropi vsak dan prisoten, ne, je program Evropske ljudske stranke prav usmerjen v stabilizacijo notranjih razmer v Evropi, varnosti državljanov in pač ukrepov, da bo evropska meja pri zunanjih članicah varna, torej neprehodna za to problematično ilegalno migracijo, za tem stojijo seveda kriminalne združbe, to vemo, seveda hude stiske ljudi in je treba tukaj ukrepati in sprejeti neko enotno evropsko politiko, ki žal v zadnjem mandatu ni bila prisotna, ne. Različne članice so imele različne poglede in žal tudi levičarske stranke in te opcije žal, se ne strinjajo s tem, da je treba najprej zavarovati svojo družino, svojo državo, svojo Evropo, seveda smo dolžni iz sočutja, iz humanitarnih nagibov pomagati, ampak vedno je treba najprej poskrbeti za svoje državljane. In reševanje na tak način, kot se je v zadnjem času pokazalo, da ne moramo biti odprtih mej, ker imamo mi tudi težave, vendarle je problem, da naš upokojenec živi 600 evri, migrantu pa je seveda treba vse ugodnosti nuditi. Torej, to je problematično. Seveda pa rabijo ljudje pomoč. Tam, kjer so vojna območja, azilna politika mora biti skladna z vsemi mednarodnimi pogodbami in konvencijami. Vendar mislim, da je Evropa zadosti močna, tudi bogata, da lahko pomaga v deželah, kjer so stiske in pomaga z razvojnimi projekti. In to zagovarja Evropska ljudska stranka. Seveda zagovarjajo tudi razvoj neke evropske vojske, večje povezovanje, Frontex je že znan in na tem področju bojo seveda delali. To, kar se tiče varnosti. Seveda pa je vse te ogromno projektov, finančnih sredstev za naslednjo perspektivo, to so projekti, ki jih snuje Evropska ljudska stranka, torej še naprej razvijanje manj razvitih regij in to, kar smo prej rekli, in razvijanje informatizacije in novih specializacij manj razvitih regij, da se dvignejo in da bodo evropske regije, države severa, juga, vzhoda in zahoda dosegle nek enak nivo razvoja. Ja, zelo izčrpno, ne, in zelo zanimivo za poslušati. Ja. Kakšno Evropo pa si želimo res v bodoče? Torej, želimo si Evropo miru, varnosti, želimo si perspektive za naše mlade ljudi, torej, da bodo lažje reševali svoje poklicne sanje, da bodo imeli lažje urejene svoje, stanovanjske probleme. Želimo, da bomo razviti približno enakomerno, kot sem rekla, cela Evropa, tudi kar se tiče socialnih pravic, da ne bo takšnih razlik med severom in jugom evropskih držav. Tega si želimo. Kar se pa tiče mojega ožjega področja, pa si seveda tudi želimo, da razvijamo to javno zdravstvo v smeri, da bo dejansko dostopno in da se bo tudi naše zdravstvo razvijalo v smeri, da ne bomo imeli takih težav, kot jih imamo mi danes. Slovenija je prepoznana kot dežela z državnim zdravstvom, ki je zaradi korupcije na slabem glasu, je slabo dostopno in jaz kot evropska poslanka imam namen, da se posebej angažiram na tem področju, da čim bolj uvajamo evropski pravni red tudi v Slovenijo, ker ga žal na področju zdravstva nismo uvedli, in da zagotavljamo to svobodno pobudo v zdravstvu, ki jo danes žal zaviramo. Torej, Slovenija tukaj gre pravzaprav vzvratno na tem področju. Pa ob tem ne zagovarjam privatizacije, divje pa zdravstva za denar na roko, ampak model
razvijanja zavarovalništva, ki bo omogočalo, da bodo ljudem dostopne storitve brez doplačevanja. Mi vemo, da danes iz zasebnih plačil namenjamo za zdravstvo skoraj da milijardo evrov. Se pravi, neposrednih plačil iz denarnice za storitev 400 milijonov, preko teh dopolnilnih zavarovanj, kar pa v bistvu gre tudi iz žepa, pa še enkrat več. Torej, to je narobe in se moramo približati modelu, kjer doplačevanj ne bo, ampak bo vseeno ljudem za ta javno zbran denar, tudi dostopno javno zdravstvo. Ja, res zanimivo tole vse skupaj le. Zdaj pa še vprašanje, kaj bi pa vi naredili, če bi bili sprejeti kot evropska poslanka za Slovenijo? Seveda je neposredno, takoj bi se vključila v odbor za zdravstvo, varno hrano in okoljsko problematiko. Kot sem že prej omenila, kaj Slovenija potrebuje, dostopno zdravstvo, dober evropski model zdravstva in rabimo izumljati tople vode, rabimo samo dobre prakse Avstrije, Nemčije, Nizozemske prenesti v slovenski prostor, kar je pa še tudi zelo pomembno, mi nismo v Sloveniji naredili prav nič za dolgotrajno oskrbo. Nimamo še niti zakona, tukaj imamo že tudi dobre evropske prakse, ne samo glede, kako se to financira, kakšen je potreben delež financ, ampak tudi kako to organizacijsko pripraviti, da bo stvar tekla, da ne bomo capljali za razvito Evropo. Mislim, da so to politike, se pravi, skrbi za starejše, zdravstvene politike, tiste, ki so meni po znanju in izkušnjah najbližje. Še vprašanje, zakaj ne gremo na volitve? Dobro vprašanje. Zakaj Slovenci tako slabo hodijo na volitve? Bodi si državnozborske, a ne bodi si evropske. Žal smo med slabšimi. V zadnjem sklicu je bilo komaj 24% udeležba in smo bili med najslabšimi. Torej, vedeti moramo, da vsak posameznik, ki da svoj glas, soustvarja Evropo. Torej, iti na volitve in dati glas nekomu, ki misliš, da bo zastopal interese Slovenije, pomeni, da s tem sooblikuješ politiko. Če ne daš glasu, prepustiš, da odločajo o tem drugi. Torej, vsake volitve so pomembne, tudi evropske volitve, ker je Slovenija del Evrope. Trdim, da Slovenija potrebuje Evropo, ampak enako tudi Evropa potrebuje nas, Slovenijo, ker imamo znanje, izkušnje in tudi nekatere dobre stvari, ki se lahko od njih tudi Evropa uči. Torej, zato se mi zdi zelo pomembno, da ljudje gredo na volitve, da izberejo svojega kandidata, namreč na teh listah vedno je 8 kandidatov. In to so izrazito volitve, kjer posameznik z preferenčnim glasom, kar pomeni, da na listi obkroži točno določeno osebo, on s tem, da vedeti, da on želi, da ta oseba pride v Evropski parlament in liste, kot so postavljene, nič ne pomenijo. Torej, preferenčni glas pomeni izbor človeka zaupanja. Ja, res izčrpno še, ampak vseeno se bo dotaknila še, vem, da nimate časa, polno zaposleni, ampak vaši 3 vnuki so pa zlati srčki. Gospa, moram vam reči, da so pravzaprav vnuki najlepša stvar, ki se je meni osebno v življenju dogodila. Imam 11-letno vnukinjo, imam 9-letno vnukinjo in najmlajši je 6 leti. To pa so dejansko sončki, ki ti dajejo energijo in so tudi vzgib, tudi za tale korak, ki sem ga naredila po posvetu z družino, ki me polno podpira in se mi zdi, da je to najboljša popotnica, ki jo lahko kot kandidatka vzamem s seboj do 26. maja. Morda še to, da vsem našim gledalkam in gledalcem poveste, na kateri listi ste in pod katero številko, še enkrat, da ponoviva. Torej, sem Alenka Forte, kandidiram na skupni listi Slovenske demokratske stranke in Slovenske ljudske stranke in sem pod številko 6. Hvala na zaupanju. Takole, spoštovani naši prijatelji, vsi, ki boste poslušali in gledali našo gorenjsko televizijo, kjerkoli po Sloveniji, se vam zahvaljujemo. Gospa Alenka Forte je bila odlična sogovornica in ji res želimo, da gre malce drugam pogledati še. Vem, da v svojem poklicu uživa, ampak vso srečo pa ji želimo. Lepa hvala, srečno.